vsem skupaj, dobrodošli na Slovenski matici. Mogoče ste opazili, da je dvorana nekoliko prenovljena. Nekaj smo pridobili, lepe lestence, svež parket, kateder je nov. Zdaj danes bo predaval naš dobri znanec, dr. Miha Krofl, ki je obdelal že vse slovenske velike zveri. Zdaj se je preselil v inozemstvo, v Afriko, v Azijo in danes nam bo poročal o snežnem leopardu iz Azije. No, da ga nakratko predstavim, docent dr. Miha Krofl je zaposlen kot raziskovalec na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete in kot gostujoči raziskovalec na Nemškem inštitutu Leibniz, Institut for Zoo and Wildlife Research, predava na tujih univerzah, kot vabljeni predavatelj, je predavatelj na mentor na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Ljubljanski univerzi. V času svojega raziskovalnega dela se je ukvarjal z različnimi vretenčarskimi skupinami, najprej se je ukvarjal veliko s ptiči, kasneje se je posvetil proučevanju velikih zveri. In sicer kot so medved, volk, ris, zlati šakal, največ svojih raziskav posveča ekologiji zveri, predvsem mačkam, od evrazijskega risa in divje mačke v Sloveniji do geparda in leoparda v Afriki ter snežnega leoparda v Aziji. No, tudi na publicističnem področju je zelo aktiven. V Cobisu ima 1750 zapisov, znanstvenih člankov, teh je več kot 130, 18 knjig, veliko strokovnih in poljudnih objav. Na njegove objave, predvsem na znanstvene objave, pa ima več kot 6000 citatov v tuji, predvsem v tuji literaturi. No, poznamo ga tudi iz radijskih oddaj, iz televizije, velikokrat sodeluje in prepričuje tudi ljudi, kako naj se obnašajo ob pojavu velikih zveri oziroma kako naj sobivajo z njimi. Zdaj pa kar prosim predavatelj. Hvala za predstavitev, pa za povabilo. A se me sliši, ko je mikrofona? Danes bi vam predstavil tole mačko, kateri pravimo še najlepša mačka imamo na zemlji, koji so verjetno različni. Sploh bi govorili o snežnem leopardu in pa o raziskavah. Sam sodelujem 7 let že v teh raziskavah na snežnem leopardu v Mongoliji, predvsem na Altaju. Iz 3 delov sem si izmislil to predavanje. Na začetku bi vam nakratko predstavil samo vrsto, značilnosti te vrste. Potem predstavim malo načine, kako raziskujemo to vrsto, ker je precej specifično. Z vsemi drugimi zvrmi, kar sem se do zdaj ukvarjal, je definitivno najbolj zahtevno terensko delo, zaradi teh odročnih predelov, kjer živi. V tem 3. delu bi bomo povedal o rezultatih. To je še vedno projekt, ki poteka, raziskava, ki poteka, ampak vsem smo prišli kar nekaj spoznanj, bom to bolj zanimive izpostavil danes. Bi pa začetek poudaril, da je to res skupinsko delo, in samo moje delo, zadnji široka ekipa, gre za mednarodno ekipo 5-6 držav, mislim, leta, potem grejo v Mongolijo in bodo kasneje, kako raziskujemo te vrste. To je kar nekaj partnerjev, ki vključenih zraven, sprav univerza v Ferencah, potem muzej, Italijanski muzej, tudi univerza v Lausanne v Švici, Wildlife Initiative, to je ena nevladna organizacija, raziskovalna v Mongoliji, zahvalil bi se pa tudi vsem financerjem, ki nam omogočajo upravljanje terenskega dela. Začetek par besed o sami vrsti. Snežni leopard je eden izmed velikih mačk in pa lahko rečemo, da je najmanj raziskana, najslabše poznana, zelo verjetno kot najbolj ogrožena, pa vsaj med 2 najbolj ogroženima vrstama. Zdaj, kaj so značilnosti?
glede to, da živi v teh visokih nadmorskih višinah, azijski visogori, ima zelo gost kožuh, zelo dolgo dlako, sploh brez težav preživi potem tudi temperature -40, -50 na vetru. Začelni so tako nekoliko izbočeno čelo, to se že na Ljubljani hitro prepozna snežnega leoparda, to je posledica predvsem tega, da so te sinusi in te predeli so precej povečani, verjetno zato, da lažje si ogreje ta zrak in navlaži zrak, to so zelo nizke temperature, pa zelo suh zrak, so sušni predeli. To še ena značilnost je zelo dolg in košat rep, največji rep med vsemi velikimi mačkami, ki ima dve funkciji. Ena funkcija je pri lovu, se pravi, lahko si predstavljate v teh strminah, kjer lovijo, ko se to zapodi z kakšnim kozorogom, je zelo težko ohranjati ravnotežje, ker to so previsni, zelo strmi predeli in nekako uporablja rep, da nekako potem lažje lovi to ravnotežje pri lovu. Druga funkcija ima pa v bistvu za zaščito, da ga greje, ker ko so ležac in kakšen snežni vihar, se v bistvu uvije s tem repom, mislim nekako mu daje, kot ena dekca, je pa za ta njegov kožno značilno, da je zelo kamuflažen, ga je zelo težko opaziti. Koliko snežnih leopardov vidite na sliki? 4 smo. In to so v gibanju. Zdaj, kadar pa ta žival v primeru, lahko si 50 metrov stran gledaš v njo in ji ne boš videl. To je res mojster prekrivanja in dejansko reakcija pogosto te živali, ko vidi kakšno nevarnost pa človeka, je, da samo potrpne, počepne in takrat lahko bil zelo blizu, ga je zelo težko opaziti. Tudi kar naredijo pogosto je, ne samo da ima tak vzorc, ki razbije silhueto, pa barva je podobna okolju, ampak se tudi pogosto valjajo po tem grušču in dobijo potem ta prah, da še bolj dobi to barvo, to patino isto in ga res skoraj ne mogoče videti. Tudi recimo tam v teh območjih, ki smo mi raziskovali, živijo ljudje, pa rangerji v parku že 20-30 let, pa ga niso nikoli videli še. Tudi v teh naših raziskavah, kasneje večino se zanašamo avtomatske kamere, tam se bistveno lažje zaznati, ampak vse te legi so v bistvu samo enkrat, da smo imeli srečo, smo ga videli. To je bilo pa čisto slučajno, zato ker smo našli svež plen in potem stopinje in smo vedeli, da nekje na tem hribu gor mora biti, ker je bil plen še svež, smo vedeli, da se bo vračal in potem smo imeli to srečo, da ni bil nekje samo na pobočju, ker to ga sigurno ne bi videli, ampak je bil na vrhu grebena in potem smo lahko silhueto razbrali, kje je ven štrlel, da smo tisto glavo videli. Pokazano ta posnetek, kako bo delal ta video. Dobite dole gor. Se pravi, če je bil tule spodaj, ga ne verjetno nikoli niti opazili. Teren je zelo razbit, razdalje so velike. Tukaj so tudi naredili zelo veliko sreča smo, da s tem naredili, da smo ga videli na jutro. Socialno življenje pri snežnih leopardih ni prav pestro, če rečem, tudi posnetek živalskega vrta. Dejansko v naravi so snežni leopardi skupaj samo v času parjenja, samci samice zaparni, drugače pa živijo samotarsko življenje. Izjema je potem pa tudi samice, ko ima mladiče, se tam nekje leto pa ostanejo z njo. Drugače živi vsak za sebe, so pa ves čas v komunikaciji. Tudi komunikacije ni kaj dosti znanega, jaz zelo sumim, da je precej pomembna zvočna komunikacija, ampak to je popolnoma neraziskano. Nekoliko več pa vemo o kemični komunikaciji in bo potem na koncu govoril predvsem za uporabo urina in pa drugih vonjev, ki jih puščajo v okolju. Še par osnovnih podatkov, koliko so težke, nekje tako za 2 risa, če si predstavljate. Samice nekje 35-40 kg, samice nekje tam 40-55, se pravi nekje med risom pa afriškim leopardom, če rečemo. Domači okoliš, precej raznolike velikosti, odvisno kako produktivno okolje. Kjer je bolj produktivno okolje, kjer je več plena, so teritoriji lahko manjši, tudi tam nekje do 100 km2, kjer je pa manj produktivna, pa višje nadmorske višine, in pa lahko tudi po 1000 km2 samega žival potrebuje. Gostote so tudi posledice tega zelo raznolike, tam nekje od večino med 1 in 10 živali na 100 km2, ki so poprečne gostote. Optimalna nadmorska višina, kjer živijo 3000-4500 metrov, se pa ponekod spustijo tudi niže, sem skušal moče govoriti tudi 1500 metrov, so še take bolj razgibana
hribovja, gre pa tudi lahko še više, tudi tam nad 5000, skoraj do 6000 metrov je bil že zaznan. Je specializiran plenilec, predvsem velikih parkljarjev, tako večina velikih mačk. Kasneje bodo naše območje so predvsem sibirski kozorog pa argali. Argali je ena taka podobna vrsta kot muflon. Plenijo pa tudi manjši slavce lahko, recimo razne svisce, tudi kakšne žvižgače. Je pa te glavno plen so pa večji parkljarji. Stopnja plenjenja je recimo nizka, tako če primerjamo recimo z afriškim leopardom kot našim risom, tam nekje 20-30 parkljarjev na leto rabi za preživetje. Ocena številčnosti. Svetovna populacija naj bila nekje cirka 3000 osebkov, od tega tretjina v Mongoliji, ki smo tudi mi raziskovali. Moram pa kaj poudariti, da je en velik vprašaj zraven, zato ker je to vrsta, ki je bila zelo slabo raziskana. Če pogledamo, na Pajus je eno še status vrste, je to kot ranljiva vrsta, vulnerable, se pravi je, ni najbolj ogrožena, je pa že blizu tega, da postane se ogrožena. To je območje razširjenosti te vrste, se pravi vidimo je predvsem v Tibet, Himalaja, potem prek teh raznih gorstv v Aziji, gor do Altaja. Zdaj, ko sem govoril prej o tej številčnosti, oceni številčnosti 3000, to je narejena na podlagi vzorčen, spravo ocen gostot, ki so bile narejene samo za 2% celotne razširjenosti. Spravo za 98% vse razširjenosti ni nobenih podatkov in gre za ekstrapolacije v bistvu iz tistih 2%, ki vemo. Tako da se lahko predstavljate, kakšna možnost napake tukaj je, in to je bil tudi glavni v bistvu tisti neki iniciator, zakaj smo se odločili za raziskave. Smo rekli, mi rabimo več podatkov iz več območij, kakšne so gostote, da lahko potem preverjali za bolj natančne cene tudi svetovno populacijo. To smo se odločili na Mongolijo, ki je precej slabo raziskana, smo začeli s tem, in naj bi predstavljala kar 1/3 svetovne populacije, mongolski Altaj. Tako da, ja, 7 let nazaj smo formirali eno mednarodno ekipo, to so raziskovalci, se pravi od Italije do Mongolije, to je veliki Britanci, ki ste živeli v Tanzaniji, potem Švicar, Francoz, jaz Slovenc, ostali so pa Mongolci. Ena široka ekipa mednarodna, takih bolj entuzijastov za mačke, ko večinoma delamo kot hobi projekt po prostem času, ni to nek glavna raziskave, ki bi jih upravljali, ampak vsem se zdaj kar nekaj podatkov že z leti spet pridobiti. Zelo pomembna seveda tudi so lokalni raziskovalci in pa razni rangerji, ki so vedno z nami. Iz Tamambogda, ko smo imeli, to je lokalni ranger, ki dela v parku, lokalni upravljalec, ki se dobro pozna žival na tem območju, vedno imamo pa zraven tudi prevajalko, ker je angleščina pač ni toliko razširjena v Mongoliji, mi pa ne znamo mongolsko. Ponovadi je prevajalka pa ima tudi kuharca. To je območje raziskav. Zaenkrat smo 7 območij povzročili cene gostote. Cilj je nekje tam, da pridemo do 8-9, bomo pa nekako začeli s tem zaključnimi analizami. Zdaj, glavna metoda, ki jo uporabljamo, so avtomatske kamere. To so take kamere, ki imajo senzor gibanja in kadar gre katerekoli žival ali pa človek gre mimo, se sproži in naredi 3 slike eno z drugo in ves čas, dokler je žival pred kamero, v bistvu dela slike. To je ugodnost, to, ker snežni leopardi, ste že prej opazili, imajo te vzorce lis, pa pik po telesu, in to je kakor neke vrste prstni vtis, podobno kot pri našem risu. Nikoli ne bo ta 2 snežna leoparda, ki je imela enak vzorec te obarvanosti kožuha, in zato lahko mi zelo zanesljivo rečem, to je isti snežni leopard na tej sliki, kot pa na drugi sliki. In tega lahko potem ocenimo ne samo minimalno številčnost, se pravi najmanjše število živali različnih, ki smo zaznali, ampak če imamo dovolj podatkov, lahko tudi ocenimo potem absolutno številčnost. Prav tudi ocenimo delež živali, pa število živali, ki smo izgrešili. Ta metoda ulova, označevanja in ponovnega ulova v biologiji je dosti dobro razdelana. Se pravi, kaj naredimo, mi potem postavljamo te avtomatske kamere v taki mreži, večinoma nekje med 60 pa 100 kamer na vsakem območju. To je 2019, to je Sutaj,
smo postavili kamere, mislim, da je bilo 70 na koncu, ja, v taki mreži, v vsaki kvadrantu imamo vsaj eno kamero, pokrijemo nekje 1000-1500 kvadratnih kilometrov, kar je že dovolj veliko območje, da imamo neko reprezentativno oceno gostote teh živali. Zdaj, kako pridemo v teh območjih, ker večinoma gre za precej odročne predele, tukaj ni nobenih cest, to so višine tam do 4000 metrov pa več. Ponavadi najemamo take avtomobile, to so, ne vem, ko se mu reče, neki ruski džipi, kombiji hkrati, ampak to gre res kamor v kotak, hvala da niva. Nabašam pa za 3 tedne hrane in vse potrebšim kramo, in potem se podam na pot. Zdaj, do začetka so ceste še kako dobre, videli, kot neki kolovozi, gre še relativno preprosto. Potem s časoma se začnejo te ceste izgubljati, pridemo brez podja, ampak dokaj ni preglobok sneg, pa velike skale, nekaj še gre. Potem, ko prijemo pa v te bolj strme predele, so v bistvu pa reke najboljši del. Je problematično leto, če je pretoplo, začnemo topiti in potem to prepadamo, ampak večina so v bistvu reke najboljše transportne poti, ki jih imamo. Zdaj, terensko delo poteka v zimskem času, ker takrat je tudi obdobje parjenja snežnega leoparda in najbolj intenzivno markirajo in se gibljajo, tako da je najlažje dobiti največ podatkov. Kar je zelo uporabno, da po zimi, pa 4000 metrov, si predstavljate, da so razmere kar ostre, ampak še vedno od teh potem ti podatki, ki jih dobimo. Sem pa rekel včasih, tudi so kakšne pol dneva, kdaj se okopljamo v kakšno luknjo, pademo v reko, ampak še vedno je bistveno hitreje, ker pa da bi poskušali kaj čez grebene prelesti. In potem gremo po teh rekah v doline, kolikor daleč se gre z avtom. Navadi poskušamo priti do teh še zadnjih pastirjev, ki živijo na tem območju. Tam se potem kampiramo, postavimo bazne tabore in potem naprej gremo peš. Zdaj, tukaj mobitelov, ki je dosti tukini, tako da mi ne moramo temi lokalni prebivalci, ki je dosti naprej skomunicirati. Ko bomo to zgleda, se mi naenkrat pripelje, 2 kombija Evropejcev, par Mongolcev, potrkamo na vrata in rečemo, dober dan, da bi lahko 10 ljudi zdaj pa v asfaltu ali par dni. Ljudje so malo zelo odprti, zelo prijazni, malo čudno gledajo od začetka, ampak potem slejko prej se nekako zamenjamo, pa se mi sredine damo po teh jurtah. Domačini se stisnejo potem na teh poslicah svojih ponujajo, pa nekako preživimo tistih par dni. Včasih, če imamo bolj premožna družina, imamo pa včasih kakšno jurto še ekstra, in potem nam smo pa kar tisto dodatno še postavili, smo lahko noter res malo bolj komod. In potem se vsak dan naplaniramo, se pravi, pojemo, kje smo, do kje smo prišli z avtom, in potem vsak dobi eno pa 2 kamer, se razkropimo in naredimo tam od 1 do 2 sponov, mislim, tukaj daleč. In potem večino po teh grebenih po dolinah postavljamo kamer, vedno iščemo lokacije, ki bile zanimive z vidika snežnega leoparda, da zagotovimo čim več posnetkov. Nekje sredi podbočja bo zelo majhna verjetnost, da boš posnel snežnega leoparda, če postaviš pa na greben ali pa kakšno tako sedlo, je pa bistveno večja verjetnost. Ali pa kot tukaj smo videli, kakšne strme, ozke doline so zelo primerne lahko. Zdaj večino tukaj potekalo peš, gremo lahko eno dnevo pridemo daleč. Od začetka smo poskušali nekaj tudi s konji, ampak je bil problem predvsem veter, to je skoraj bolj kot nizke temperature, tako da se je izkazalo, da za konje je bilo, niso hodili naprej večitno, tako da vsem boljši peš, oziroma včasih tudi, če dovolj snega, lahko smučke uporabljamo, potem pa se povratek je hitrej. Zdaj, ko smo na terenu, seveda poleg tega postavljamo kamere, beležimo tudi katerekoli druge podatke, ki jih zaznamo sledenje v snegu, lahko da zelo velike informacije, ko ti na podlagi teh stopinj narediš rekonstrukcijo, kaj je ta žival počela, kaj je delala, kako se je obnašala, kar nekaj zanimivih podatkov. Potem zelo pomembno se je izkazalo, to bo na koncu govoril več o tem, je markiranje, se pravi kemična komunikacija med njimi, poteka na več načinov, ampak ena dobra lastnost tega je, da poleg tega, da šprica z urinom, recimo kakor je ris, pa da se trgne z glavo domača mačka, koplje tudi take jamice.
stoji, sprednje noge ima pri miru, z zadnjimi nogami naredi tako jamico, tako nekaj 30 x 20 cm. In te jamice so zelo očitne potem na terenu, ne. In se izkaže zelo dober znak, ki nas potem usmerja, kam bo stati kamere, ne. Ker recimo pri risu je to bistveno težje. Ti prideš, pa si predstavljaš, mogoče bi tale skala bila lahko primerno mesto za markiranje, če imaš zelo veliko srečo, bo zavohal kakšen urin, večinoma pa nisi siguran, ne. Pri snežnih leopardih pa sam pogledaš po tleh in če da so te jamce, se da sigurno, da to je pa markirano mesto, ne. To je en tak zelo uporaben znak, ki ga pušča v naravi. Potem ostanki plena, sled, še mimo sibirskih gozdorog, da dajo zanimive podatke. Ok, pa tudi prišel na ta zadnji del, tudi sami rezultati. Zdaj kar nekaj tega bilo že objavljenega v raznih revijah, pa bomo šel skupaj take bolj zmene stvari, kar smo ugotovili. Zdaj, kot sem že prej omenil, tiste glavni cilj je bil dejansko oceniti številčnost po gostote teh živali in to smo delali na podlagi teh vzorcev. Vidite, ne, to so 4 različni snežni leopardi, da vsak ima malo drugačen vzorec in na podlagi tega lahko potem ocenjujemo številčnost. Obenem seveda pa te kamere posnamejo katerokoli drugo žival, ki pride mimo, ne. Tako da smo tu zbrali zelo veliko podatkov o drugi favni tega območja. To so zveri, recimo imamo še 2 drugi vrsti mačk, evrazijski ris, bil kar je redek, no večino, ampak na 2 območjih smo jih kar nekaj dobili. Torej, vsaj za mene, ko sem se dosti z risom ukvarjal, zelo zanimiv, ker smo vedno navajeni, da ris živi v gozdu, ne. No, tale ris ima do najbližjega gozda 500 km. Tako je že popolnoma čist druga ekologija vrsta, čist drugo obnašanje, zelo verjetno, ne vemo pa sploh, čim se prehranjujejo te risi tam, ne. Tudi te gozdoroge lovijo, mogoče še manjši plen, to je stvar, ki je še zariskati. Še ena manjša mačka, ki je v večjem delu Altaja razširjena, je manul, ali palasova mačka, taka hecna živalca mehna, lovili predvsem žvižgače. Potem volkovi so splošno razširjeni, so v območjih zaznalih. Ponekod, predvsem v višjih predelih, imamo rosomahe tudi, to sta najbolj južna populacija rosomahov na svetu. Tudi kakšnega medveda smo daj posneli. Poleg pakelja sem pa že omenil, najpomenejši plen so sibirske kozoroge, vrsta relativno podobna našemu alpskemu, pargali, ena vrsta divje ovce, podobna kot muflon. Seveda, poleg divjih živali, dejansko vrsta, ki se je bila najbolj, ker smo največ posnetkov dobili, potem lahko še pa največ podatkov, so lepa domače živali, predvsem drobnica. Tudi tem, da gre zelo odročne predele živino, živinoreja zelo razširjena, potem predvsem ovce, koze, drobnica, potem nekatere druge vrste, recimo jaki, kamele, konje in tako naprej. Zdaj seveda, ljudje so bili v tem območju prisotni že dolgo časa, tudi tukaj, ne vem, doskrat smo naleteli na razne gravure v skalah, po nekih ocenah, nekaj sem slišal, kot naj bile 3-4 tisoč let stare, ki kaže, da so že nekdaj ljudje lovili in tem območju imeli tudi domače živali, ampak v zadnjih letih prihaja do enih dosti velikih sprememb, tudi v teh odročnih predelih Altaja, ki je pa povezano v bistvu z globalnim trgom, predvsem kar se tiče trga za Kašmir. Povpraševanje po Kašmirju se globalno zelo močno povečuje, predvsem pri nas, prav v zahodnem svetu, Evropa, Severna Amerika, in ker gre za precej visoke dobičke lahko, je tak v bistvu močen motiv, da je to rezultiralo v bistvu eksponentni rasti predvsem drobnice, ker za Kašmir v bistvu rabiš kozjo dlako, ki se pa lahko razvija samo na teh visokih nadmorskih višinah. Naše nadmorske višine ne boš mogel Kašmirja predelovati. Posebej pa en strani gre za zelo odročne predele, neka visokoborja, zelo neproduktivna. Pričakovati, da bomo pa res neka biolina še, kakšnih redkih predelov našega planeta, ki ne bo veliko vpliva človeka, ampak tam se zdaj stvari zelo hitro spreminjajo v zadnjih letih, zaradi tega zelo hitrega porasta v reji drobnice. Rezultat tega je pa v bistvu popolna preplašenost mnogih območij. Tudi potem hitro pride do erozije in seveda, to so potem velike težave za divje živali, predvsem za rastlinojede, ki tekmujejo v bistvu z temi velikimi gostotami drobnice. In to so pokazale v bistvu naše raziskave, en pomembnejši ugotovitev je bilo to, kako velik vpliv dejansko ima ta vedno večja razširjenost živinoreja, predvsem drobnice, tako na plenilcah, na snežnega leoparda,
še bolj pa na bioparkerje, predvsem na kozoroga smo opazili. No. Tam, kjer je bilo veliko drobnice, v bistvu je kozorog praktično že izginil, pa so bile gostote precej nižje. Medtem, kot smo pri volku smo opazili, pa da je zelo navezan na drobnico, se pa zelo pogoste pojavlja tam, kar se lahko uganete zakaj, ne, prihaja tudi do kar nekih škodnih primerov. In tudi pri snežnem leopardu seveda začne zmanjkovati naravnega plena, vedno več je drobnice, potem rezultat tega je, da je vedno več škod na domačih živali. Zdaj za te ljudje, ki živijo od živinoreja, ne, seveda to tam ni odškodnin kot v Sloveniji, ne, je to neposredna ekonomska izguba in vse tega potem je seveda v nekaterih primerih vsaj zelo intenzivno preganjanje teh plenilcev, sploh želi, da zaščitijo svoje domače živali. Zdaj obstajajo tudi seveda kar nekaj nesmrtonosnih ukrepov, če rečemo, se pravi, dosti ljudi uporablja pastirske pse, tudi čez noč zapira drobnico v take ograde, ki dela, če imajo skamno, včasih tudi pokrijejo, s tem lahko precej škode zmanjšajo in tudi potem to nekako olajša sobivanje. Se pa pokazano, da je zelo povezan z ljudmi tudi te razlike v gostotah. Tukaj niti ni še zdaj vseh podatkov, zadnji 2 leti še čakamo na te točne ocene številčnosti, ampak kar smo opazili, recimo v teh prvih letih, ko smo šli v ta najbolj zahodni del, to je že blizu Kazahstana, Kirgizistana, to so najvišji predeli Altaja, Mongoliji, najbolj odročni, najvišji, in smo pričakovali tam tudi nekako se predela, da so visoke gostote snežnih leopardov, po tistih ekstrapolacijah, ko se delali na podlagi habitatnih analiz. No, pa smo na tem območju, tam Bogta je narodni park, zaznali samo 2 živali v celotnem območju. V bistvu manj, kot se računalo, da bo še teh snežnih leopardov tam. Tudi tukaj z Rusijo vsebkim bil precej manj, Kork je bilo že nekoliko več, Sultaj recimo imel pa že precej visoke gostote, recimo tukaj smo zaznali poprečje 1,3 leoparda na 100 kvadratnih kilometrov, kar so čisto solidne gostote, sploh če upoštevamo razmere klena. Ni tako dobro, kot smo v Himalaji, v Himalaji so res optimalne razmere, klena je bistveno več. In tudi v zadnjih letih, sploh nimamo še ocen, ampak se kaže, da bo nekaj podobne gostote, kot smo bilo v Sultaju. Sprav, potem v srednjem delu Altaja so gostote bistveno večje, kot pa v zahodnem delu. Zdaj ni nobenega kakšnega okoljskega parametra, ki bi pojasnil te razlike, tako da mi sumimo, da je povezan z lokalno kulturo. Ker v tem zahodnem delu živijo večinoma Kazaki in odnos predvsem za živali, to se je kazalo, je bistveno drugačen, in kasneje potem pri Mongolih, tudi so muslimani, vemo, da monoteistične vere imajo bistveno drugačen nazor, kar se tiče narave, pa del živali, kot recimo z budisti ali pa pri hinduizmu. Tako recimo pri teh Kazaki smo pogosto opazili, da so imeli precej pasti, pušk, veliko recimo teh delov, tudi mutacija recimo medveda, kožuh, odvokov in tako naprej v teh hišah, kjer smo spali, pri pastirjih, medtem ko pri Mongoliji je bilo tega bistveno manj. Srce, ko smo malo spraševali, to so Kazaki, te ljudje pa jim kazali slike, pa to so bili vsi zelo zainteresirani. Recimo en večer smo slišali za tuli dvokove, smo tulili nazaj, otroci vsi so kar skakali od navdušenja. Tako da ni, da je bilo to neko sovraštvo, ampak vseeno je nek drugačen odnos in tudi potem reakcija, recimo si predstavljamo, ko izgubijo kakšne, ko pride do škode, je drugačna, kakor pa pri Mongolih, ki so pa velika večina je budistov in tukaj se res čutili popolnoma drug odnos do živali. Težko je to zanesljivo reči, tudi analize niso čisto končalnejše, ampak glavni parameter, ki ga trudno stavimo, zakaj se tako boljše situacija gostot snežnih leopardov bolj na vzhodu, je predvsem v kulturi lokalnega prebivalstva. To še par zanimivih stvari, ki smo opazili tekom terena, to je čisto slučajno, niti ni bila takšna, da bi poslovali nekaj dosti ostanke plena, ampak smo en dan naleteli na svežo plenjenega jaka, kar je bilo zanimivo, ker do zdaj se je v literaturi pojavljalo, da snežni leopard lovi živali, ki so tam nekje do 3x2 njegove telesne teže, so nekje do 100-120 kg. Medtem, ko je bilo kar nekaj zapisov, pa tudi kar nekaj anekdotičnih primerov, kjer so poročali pastirji, ki so potrdili, da pa lahko tudi še bistveno večje živali
plenijo, ampak zaenkrat vsaj znanstvenega vidika ni bilo kakšnega dokaza. Ne. To smo prvič mi potrdili, to je bil odrasla samica jaka, smo jo ocenili tam nekje na 200 do 250 kg težka. In zelo jasne, mislim, tudi smo po sledeh, bi se lahko naredili rekonstrukcijo lova, kako je snežni leopard prišel, skočil na to, potem skupaj sta se valila in potem je tukaj na dnu te večne struge usmrtil tudi z uglicom v vrat. Tako da bi se prvi tak potrjen primer dejansko lahko vplenil tudi bistveno večje živali, kot se vsaj po znanstveni literaturi do zdaj mislili. No, mi smo potem pa izkoristili ta primer, namestili tudi kamero na tega jaka, ker seveda mesa je bilo že precej, sem šel, da se bo leopard vrnil in dejansko se tudi vrnil, ker nekaj dni je bil ta žival, ta samec, ki je vplenil tega jaka, ampak kar je bilo zanimivo, potem v naslednjih dneh se je pojavil še en drug snežni leopard. Če primerjate, vidite, da je drug vzorec kožuha. To sta se dva različne snežna leoparda hranila. Zdaj, to je spet zelo anekdotičen primer, veliko vzorca je ena, ker pomeni, da ne moreš nič reči, ampak recimo v zadnjih letih kar nekaj raziskav bilo narejenih na jaguarjih, na pumah, mi isto opažamo na afriških leopardih, da si pogosto te živali delijo plen. Čeprav, ko ena žival ujame plen, očitno nekako skomunicira, ne vemo kako, spet malo sumam, da gre mogoče za zvočno komunikacijo, a pogosto se pojavljajo potem še drugi posebki, drugim te uplenitelji pustijo in drugim, da se hranijo, verjetno zato, ker potem kasneje, ko pa druga žival uplenila, nekaj račno, da upa, potem dovolj, da jim na tvoji hrani. Ker za take živali, ko lovijo nek velik plen, je mesa dovolj, je pa zelo težko pleniti velike živali, tako da to deljenje bi verjetno pomagalo pri prehrani, zmanjša verjetno stradanja. No in potem smo raziskali potem še razne mrhovinarje, krokarja, lisico, volkovi so šli potem tudi mimo, ki so se hranili še s tem ostankom plena. To je ena stvar, to je bolj na nivoju združbe. Nas je zanimalo, katere vrste se skupaj pojavljajo, kateri se izogibajo drugim. Te raziskave se zanimalo predvsem interakcije s to drugo vrsto mačke, ta manul, so mačke smo prej raziskal. In smo pogledali, kakšna je verjetnost, da če se nekje pojavlja snežni leopard, ali potem manul, ki je bolj verjeten ali manj verjeten, da se bo pojavljal na tem območju. Uporabljali smo ta indeks, ki je nekje od -1 do 1. Če bila vrednost 1, pomeni, da se v vrsti ves čas skupaj pojavljata, -1 je, da se najbolj, kar je možno, izogibata, vrednost okoli 0 pomeni pa, da ne vplivata bistveno drugo na drugo. In če pogledamo zdaj, se pravi, snežnega leoparda in pa manula, vidimo, da je vrednost 0,01, kar pa še pomeni, da se očitno ta palasa mačka ne izogiba snežnega leoparda, se čisto neodvisno od njega pojavlja v prostoru. Pa smo pogledali tudi časovno, ker pomeni, ko naredimo sliko, zraven spiše ura, kdaj je ta žival bila aktivna, kdaj je šla mimo kamere in lahko ugotavljamo, kdaj so aktivni. In smo rekli, potem pogledamo, mogoče se pa časovno izogibata, da je mogoče en pozimi, en bolj podnevi, en bolj ponoči. Ampak tudi tukaj, spet če pogledamo tale par, vidimo, da je vzorec aktivnosti praktično identičen. Se pravi, oba počivata nekje sredi dneva, viška aktivnosti sta tam pozno jutro pa večer, tako spet očitno te vrste sobivata brez nekih težav. Smo opazili potem pa zanimivo vpliv na vedenje te palasove mačke, ko smo raziskovali njegovo kemično komunikacijo. Tudi, ko bomo ko snežni leopard in vse druge mačke, tudi manuli markirajo, predvsem z urinom. In smo gledali, kakšna je verjetnost, da bo on markiral neko mesto, ki jo uporablja snežni leopard tudi za markiranje. In smo videli, da uporabljata ista mesta, ampak odločitev, ali bo manul markiral ali ne, je odvisno od tega, ali je bil tam pred kratkim snežni leopard. To je ta graf iz dveh območij in kaže to z svetlo-sivo, so primeri, kadar je manul prišel v to mesto in se odločil, da bo markiral. Se pravi, posil svoj von, to temno-sivo je pa, da je prišel tja, ampak ni hotel markirati. In tukaj je prikazano do odvisnosti od tega, kdaj je bil nazadnje snežni leopard na tej lokaciji. In vidimo, da takrat, recimo, kadar je samo par dni minilo od tega, da je bil snežni leopard, praktično nikoli manuli niso markirali. Niso hoteli dati vedeti, da so oni bili na tem območju. Takrat, kadar so markirali, je bilo praktično vedno, ki je bil vsaj nekje en mesec, ali v tem primeru 2 tedna vsaj od časa, ki je bil nazadnji snežni leopard tam. Tako da očitno ima določen bil snežni leopard, se odločajo, ni pa, da bi se pa zdaj zapustil neko območje, zato ker je potem snežni leopard.
sobivata, ampak se prilagaja. No, potem smo pa tudi raziskali tudi samo komunikacijo kemično pri snežnem leopardu. Se nekaj že prej uporablja različna vedenja, ena je od teh jam za koplje, potem zelo pomembno je tudi to, da sam malo pridobivanje informacij, vedno ko pride snežni leopard na mesto, ki se uporablja za komunikacije, to si predstavljate nekaj vrste Facebook, strani, tam pustiš informacije, dobiš informacije in tudi jih pustiš. Vedno najprej voha, se dobi informacije o drugih snežnih leopardih, ki so bili tukaj, potem pa tudi sam pogosto spusti sporočilo recimo z urinom, delanjem teh jamic, včasih se tudi recimo iztrebljam, ali se to drgne z glavo. To so podatki, kako pogosto je bilo, kakšna je verjetnost ob posameznem obisku takega mesta za markiranja, kakšen način bo pridobil informacije ali jih pustil. In pa razlike so, črno so vse živali, sivo so samice, belo so pa samci. To so pa tisti, ki niso mogli spola določiti po sliki. Vidimo, da daleč najbolj pogosto vedenje je pridobivanje informacije. Skoraj vsakič, ko pride, prvo povoha, skoro dobiva informacije, kjer so bili drugi snežni leopardi tam prisotni, potem pa nekateri so odločili, da opustili svoj vonj, nekateri pa ne, da pa sam povohali, pa grejo naprej. Vidimo, da v splošnem ni nekih večjih razlik med samci in samicami, še največje so pri tem markiranju z urinom. Vidimo, da samci približno skoraj enkrat več, enkrat bolj pogosto puščajo informacije v obliki uriniranja, kot pa samica, medtem ko recimo tole sklepinke so tele jamci, je pa nekaj podobno pri obeh spolih. Potem smo pa rekli, kje so pa tista najboljše območja, najboljša mesta za markiranje. In to smo lahko ugotovili s tem, da smo šteli, koliko je teh jamic v posameznih habitatih. Spravo smo šli ali po grebenu, ali pa po dolini. In vidimo, da v splošnem, to so podatki za doline, tukaj predvsem bolj pogosto markirajo, kakor pa po grebenih. Kar je nasproti, kar smo pričakovali. Mi smo vedno lazali na te velike višine in postavljali kamere na grebene, ker smo mislili, da so to boljše mesta. Ampak v resnici pokazali, da bi prišparali kar nekaj energije, pa verjetno ne bi 9 kil shujšal to prvič, ko smo šli tja, če bi že v začetka šli raj po dolinah postavljati kamere. Se pravi, to je frekvenca, to je število teh jamic na 1 kilometer transekta, ki smo jih delali. Sploh ti široki grebeni, zelo, zelo malo, skoraj nikoli ne markira. Te ozki tereni so že boljši, ampak v bistvu najboljše so pa soteske. Se pravi, taka mesta, ki v bistvu so stene na obeh straneh, relativno ozke, in tukaj je bilo teh mest, kjer markirajo največ. Tukaj tudi vidite sled snežnega leoparda, to so bila res najboljša mesta. In to je v bistvu zdaj zelo uporabno tudi za bodoče študije, ki uporabljajo te kamere, da vemo, kje se najboljš postavljati kamere, da bomo imeli največjo verjetnost, da dobimo čim več podatkov. In to smo tukaj iskali, smo pa gledali, koliko je teh jamic na posameznem mestu, kjer lahko postavljamo kamero, spravo tukaj je od 0 do 8 teh jamic, in potem kakšna je verjetnost, koliko posnetkov mi dobili v naslednjih 100 dneh, ko bo tam kamera. In videli so to število jamic zelo dobro predvideva, koliko potem posnetkov, se pravi, ena taka zelo jasna navodilo, lahko zdaj damo, da ko priješ na mesto, na neko lokacijo, pogledaj, koliko teh jamic, in če jih je več, sploh kar je tam že nad 3, je to zelo dobro mesto, potem bo zelo veliko podatkov lahko dobimo, ne kakšno drugo mesto, kjer je moč teh jamic manj. Tako je to, predvsem uporabno zdaj za bodoče raziskave na snežnih leopardih. To je vse, kar sem pripravil. Hvala za vašo pozornost. Je pa če kakšno vprašanje, če bomo znal odgovoriti. Hvala, ste prišli. Vprašanje na dan. Izvolite. Nimam vprašanja, ampak bil sem na priča 72. leta, ko smo se vračali izpod Mikaluja čez sedlo Šitondla v globokem snegu, ki je zapadel prejšnji dan, prejšnjo noč, smo zagledali neke sledove. Treba je bilo kazati, jaz sem
takrat gazil naprej, za mano je bil Gregorij Janez in nenadoma smo zagledali neko sled, ne, in seveda situacija je bila precej težka, brez hrane smo bili, pa nosače sabo, brez obutve in podobno, tako da je bila razpoloženje tako malo bolj zaskrbljujoče. Naenkrat zagledamo tiste sledove, prva misel je bila, mogoče je pa jeti. Ja, pa jeti ni bil, ampak očitno je bil snežni leopard, če sam toliko, da povečam število tistih, ki so jih zdaj v večji bližini. Hvala, odlično. Koliko je bila pa nadmorska višina tam? 4200. Ja, to je lih tam nekje v tem optimalnem pasu. Ja, so pa Himalaja je pisal tistega, vsaj kaj do zdaj znano so največje gostote, kar jih poznamo so na teh območjih. Tam se verjetno malo pozna, da je budizem malo bolj razširjen, tako da je to malo prispevalo k temu. Hvala, da ste delili. Vprašanje, živali pravimo leopard, ampak nekaj sem zasledal, prebral in dokumentarcu videl, da je malo bolj filogenetsko sorodan tigru kot leopardov. Kaj o tem? Ja, dolgo časa v bistvu so ga v svoj rod celo, so pravili uncija, so ga izven pantere uvrščali. No, zdaj te bolj podobnejše oziroma so prišla genomika naprej, bolj se potem se pokazalo, da spade, če smo v pantero in da ja, najbližje je tiger. Da bi snežni tiger verjetno bil bolj primerno. Mislim, vse je tudi logično, manj stran, ker so obe sta azijske vrsti, ne? Tako da je bilo pa zanimivo pogledati, kam je ta gomašovensis, ne? Kam bi se, že je zamrla mačka, ne? Kam bi se uvrščala. Dolg časa se je pravila evropski jaguar, pa zdaj pravi, da ni, tudi ni logično, da je v Evropi jaguar je pa v Ameriki, ampak zna biti moč tudi sorodnik tega snežnega leoparda, ne? Mislim, da so kot zlenkašen genet, ker se zmedeti. Še eno vprašanje. Vi ste sicer prej lepe slike so, ne, pokazal tam dva leoparda, ne, pa rekel, da ste različna, ne, mislim, jih sploh ne vidim, ne, da ste različna. Mislim, imate tu kakšne metode, ali to samo vizualno po slikah, ker verjetno pred te kamere vi ne pridejo, kam nekeni vsakič po levi strani, ne. Mislim, to pri računalniku primerjate, kaj, mislim, kako to? Ja, problem to ne prije vedno po levi, ker dejansko dostikrat se moramo odločiti za eno stran, da samo desne strani ali leve, ker če imaš enkrat levo, enkrat desno, ne more biti ista žival. Zdaj, kar je zelo dobro, je pa ravno uporabljati ta mesta za markiranje, za razliko od kakšnih mest, kjer samo gremimo, ne. Ker na teh mestih za markiranje pogosto pride, povoha, se obrne, urnira, še malo povoha, malo še eno jamc naredi in dostikrat mi dobimo z obeh strani žival, ne. Ko imaš pa enkrat ena žival z obeh strani poslikano, lahko potem tudi sliko, ki je samo z ene strani, pol primerjaš, ne. Je tako, zdaj v zadnjem času je zelo hiter razvoj, smo s pomočjo umetne inteligence in so že programi, ki se ne odločajo namesto tebe, ampak saj ti zožajo nabor, ti prepozna po drugih slikah avtomatsko, kjer se njemu zdijo, da so pa najbližje in to lahko zelo pospeši čas, ker če ne moraš, ne vem, 100 drugih slik pregledati, ne, da pač, teh 5 je najbolj vreten in ponovadi mi unim 5 dejansko najdeš, če jih ne isto žival ali pa ne. Tako da precej pomaga, no ni pa še do te točke, da je pa prepustili mi računalnik, pa naj se umetna inteligenca odloči, pa to še vedno je v končni fazi človeško odločanje. Ja, tako, malo dobiš izkušnje tudi, no, sem dolg časa obuljaš v te vzorce, se pa slej prej najde, zdaj pri tem, če nekaj pogledamo, in bi si po moje izbral tole mesto na plečah, ker tam ima tako zelo izrazitev, je takle krog, iz črtic pa piks, pa ena pikca na sredinja, ne. Tale tega nima, mislim, ima horizontalno črto na plečkah, ne. Tako da, ja, mislim, tukaj je mogoče malo mehna slika, no, mislim, da malo bolj povečamo, zameramo posamezen del in potem se kar z barvami počrta, ta pikca je ista kot ta, kjer je sosedna, pravno črtica, pri tem je pikca, ok, ne morata biti ista, ne. Tako da, je pa včasih treba malo domišljati, se mi zdi, da boljši ti vidiš. Imamo pa tako, če nismo zihar, ponovali vsaj 3 različni ljudje pogledajo, no? Da se potem odločimo, kdaj pa tudi rečemo, da nismo zihar, že preveč, ne vem, drug kot, pa ena slika samo prej zmazana, pa pač gre tudi neznano. Koliko hiter pa teče pravzaprav?
Ja, tako je snežni leopard, tako kot večina mačk, nima prav zelo, ponavadi je plen hitrejši od njih, ima tudi boljše pospeške in bistveno bolj zdržljiv. Tako da edina varianta, da večina mačk, gepard ima tudi izjema, večina mačk dobi svoj plen je, da ga preseneti. Tako da večino, in tudi tako, lovni uspehi pri mačkah so tam nekje 20-30%, skoro večina plena pobegnena. Je pa, kar je pri tem mački verjetno zelo gre na kamuflažo, tako pogosto lovi zasede, se postavi na kakšne prehode, sploh v teh strminah, podosti, ko imajo živali neke točno poti, neke prehode, ki jih uporabljajo, ne, in potem tam zraven nekaj čaka in potem skoči. So pa norci tem. Da sem gledal par videoposnetkov, ko je lov pri tem pokazan to, se vrže čez steno 100 metrov, brez pomisleka, ne. Škoda se mogo shraniti. Je bil tako video, pobočje, ki se konča z več kot 100 metrov vertikale, se zapodi za kozorogom, kozorog se približuje steni in začne bremzati, on še bolj pospeš in kozorog tik pred tem, da bi se ustavil pred steno, on se zabije v njega in skupaj padeta čez steno, kozorog na mesto mrtev, snežni leopard tako naredi, pa ga začne jesti. To so res, to so živali, ne vem, po mojem moramo biti smrtno sveto lovo, ker je veliko, ampak par takih posnetkov sem že videl. To se vrže čez steno ali pa bil en posnetek, je hodil po robu in mu zdrsne na ledu, zleti dol, ne vem, koliko je tam letelo, 200 metrov, če ne še več stene, tudi si malo potrese pogledali. Ultimativna mačka, kot bi rekel. Ja, more pa eno tako neko prednost imeti, ker spravno, če je totalno fair play, ravnina, brez skritja, nima šansa proti Jaz imam še eno vprašanje. A res lahko iz globine stopinj določite, koliko je težka žival? Mislim, to so kakšne tabelce ali kaj? Jaz si ne bi povedal, ker je toliko odvisno od trdote snega, kako stopa, koliko polaga težo, ker ima 4 noge, zdaj lahko na to nogo daš več tež na drugo. Če že bolj po velikosti šape, ki načeloma večja velikost meni večjo težo, ampak tudi tukaj je težava, ker je odvisno, koliko razpre. Recimo, če je globi sneg, ponovadi razprejo bolj, tako da bolj zanesljiv, tisti, kar jaz upravljam ponovadi, je ta zadnja šapa. Če si predstavljate, so prsti, pa je pa ta zadnja blazinca, to je velika. Tista velika blazinca, te pa ne more krčno pa razširjati, kot prste, to pa vzamemo širino te zadnje blazince, recimo pri risih, poskušamo sklepati na velikost. Ampak to so pa neke tabelce, recimo, če je 4 cm je toliko, ali pa ne vem. Ja, tabelce, to so bolj grafi, ki so pa zelo razpršeni, tako da imaš nekak bolj neki interval, ne. Recimo bolj pokazal, pri medvedih je to bolj uporabno. Kje je bila slika, ko sem pri medvedih je tale, to je sicer zadnja taca, no, predstavljali se, da je to sprednja taca, prednja taca bi se tle končala, ta blazina. In širina te blazine je v bistvu dosti uporabno in pri nas imamo zelo veliko podatkov, ker se veliko medvedov postreli in s vsem tem ustrajnim medvedom se zmeri in teža in širina, kot imamo pa že kar dobre, ne njih tabelce spet, ampak ni graf, kot recimo več nekje do 12 cm širina je lahko še samica ali pa mlad samec, če je recimo več kot 12 cm, tudi ponovadi teža nekje nad 130-140 kg, pomeni pa recimo, da je že samec. Tako da je včasih uporabno, je pa tako, sprav. Razpon recimo pri 12 metrih recimo od 100 kg pa do 160-170 kg, ni tako natančen. Na Lifu je bil pred kratkim film Snežni leopard, a ste ga morda videl? Kitajski, digitalni. Tibetanski. Tibetanski, ja. A ste ga videl? Sem gledal, ja. Zanima me, koliko je tisti film v bistvu realen v prikazu odnosa človeka do leoparda, pa tudi v bistvu sama ekologija, ki jo prikazuje. V bistvu v velikem delu je animiran, to se vidi. Ja, če izmišljam, mislim tako, jaz, ko malo poznam, sem mogel parkrat tako zavestno izklopiti, pa se delati, da me to ne je motil. Recimo predvsem to, da je tista ograjica, kako je velika tam nekje, ne vem, 1,5–2 metra,
In sem snežni leopard, če stavil grajico, kadar hoče, gre ven, pa zbeži, tako da ga ne bi nikoli zdržala. Zdaj, kaj se mi je lepo redo prikazal, pa ta, ljudje smo se zelo različni. Zdaj, če pri nas pa gledamo, ko gremo ljudi spraševati, so vam všeč medvedi ali volkovi ali ne, imamo zelo različna mnenja. In se mi, da to je bilo pa kar dobro tam ujeti, no? Ko so bili ta, je bil tisti rejec, ki je bil zelo proti tem in bi ga ubil takoj, do tega očeta, ki je bil mogoče malo bolj toleranten, do tega brata, kaj že bil, ki je bil pa nekaj pa skoraj videl neko svetinjo v tej živali. Tako da, ta del mi recimo mi bil všeč, no. Samo da bi se preučil, kaj je dosti v biologiji snežnih leopardov, pa ni čisto ta prav film. Bilo pa zanimivo, pa do ta, me sem kar fasciniran nad to, nad tehnologijo, kako dobro so ga, se vidi, da so zelo dobro študirali, no, njegovo gibanje, našem, da so ga čez digitalnega, so zelo dobro naredili. Kaj pa napadi na človeka, nekaj znanih podatkov? Ni podatka zaenkrat še, to ni nevaren. Ja, je tudi tako po karakterju bi rekel, da je, recimo ponavljaj z afriškim leopardom čist nekaj drugega, ne. Afriški leopard so v bistvu bolj agresivni tudi na tebe, mislim na zarjove, če ga presenečeš, recimo, kar nekaj napadov na ljudi znanih, v Indiji vemo, ne, tudi ljubijo za hrano otroke. Medtem ko pri snežnem leopardu spol od človeka je tako zelo plašen, in nobene nevarnosti, kot bi napadal. Mene zanima tako, ko si govoril o paši, a ne? A ti, ta živina na paši ni kaj dosti varovana, ali kako da prije do več teh škod? Ja, ponovadi malo pastirja zraven, je pa malo odvisen, tako dostikrat smo vedeli, da pa tudi kar pustijo, no. Tako da malo odvisen od čisto lastnika, koliko ima živali, koliko so vredne. Recimo jaki sploh so čisto prosto, ne, jih prije moč na par mesecev pogledati. Drobnica, vseeno, ker je malo bolj na udaru, malo včasih tudi pse zraven, no, včasih se pa tudi sami, jih pa čez noč zapirajo. Večinoma jih pol nazaj ženejo, pa čez noč zaprejo v te obore, ker večina napadov, večina škod je v nočnem času, ne, to so večino nočni plenilci, ne, tako volk, kot snežni leopard. To pa, ko si pokazal, da rine v bistvu s temi pašočimi živali višje lege, zakaj je to? Zaradi tega, ker so pasišča spodaj že zasedena ali v bistvu širijo? Ja, ko so gostote, mislim, to je tako, mislim, ko se voziš po Mongoliji, smo v teh nižjih predelih, praktično ne vidiš ti, ne vem, 10 kvadratnih metrov brez iztrebka živine, ne. To je vse popašano, tako, ni šopi traje, sem pa kje, mogoče kakšna ograja, ne vem, česarkoli, to noter vidiš pol trava, vse ostalo je pa, in nižine so v bistvu prepašane, čisto in zaradi tega grejo zdaj vidno više. Drugo moje, zdaj ne vem, koliko nizko lahko ti kašmir predeluješ, no, ampak po moje v teh nižjih predelih stepskih nisem ziher, če tam že te kašmir dobiš, tako da mislim, da kašmir je predvsem v teh visokogorjih, ne. In tam pa se gre zdaj prepašeno, se gre više, tudi črede so vedno večje. Zdaj, kar sem povedal, recimo, da včasih je bil preživetje teh živali tudi nizko, zaradi bolezni in parazitov. Zdaj pogosto te preprodajalci, ko pridejo, pobirajo potem te kožuhe, dalje prodajajo, dajo tem rejcem antibiotike, ne. Kar preventivno celo čredo z antibiotiki, da se zlebi vse te bolezni. Zaradi tega zdaj včasih imamo mogoče po 30-40 drobnice, zdaj jih imajo pa 150, ne. Tako da je, za mene je kar strah, je po manj ni trajnostno, in tudi trend, ki je res eksponentno zdaj gre. In se bojim, da se bo zlomalo, ker bo to prepašen, da bo tudi za živino v končni fazi zmanjkalo. Potem, ko ni več travinja, pride erozija, tista malo prsti, kar je, se spere, pa veter pihne in je... Ko sem prvič odol, sem to res pričakal, to bo pa zdaj divjina tam, pa tako več drobnice, kot v Sloveniji. Ampak toliko te paše so pa samo v Mongoliji na določenih predeljih, ne? Posod praktično v Mongoliji, kjer pa tudi, ko se voziš okoli, to je zdaj res ekonomijo v Mongoliji v veliki meri poganja. To je najmanj poseljena država na svetu, velikosti, koliko mislim, da je pol Evrope skoraj, pa jih je pa toliko Slovencev, ne, dobre 2 milijona tega milijon v Ulaanbaatarju, tako da ljudje res ni nič, je pa po drugi strani malo pa ne vem, par 100 milijonov glav živine, ne. Se bojim, da ni trajnostno, kam me grejo. Je pa tukaj tudi po mojem delu treba na zaobveščenju delati, tudi v Sloveniji, če kupujemo kašmir,
če bi mogoče ljudje se malo bolj zavedali, kaj to prinese za sabo, je pa tega zavedanja nas malo, se zdi. Tudi zato, ker se tudi te ideje razkajajo, so zelo nove, te članke bi bili to pozunjene. Včasih treba, da se bo neka stigma mogoče prijela tega kašmirja, da se vidi, da čisto kupuje, da se podpira po netrajnostno rabo. Ne vem, čisto kako je pa, mislim, da Kitajska naj bilo tudi kar podobno, no. Še Nepal ti zdel pa, mislim, da pa ni toliko problematično. Kaj neki? Tudi mislim, da tam so parki malo funkcionalni. Kad sem v Mongoliji, načeloma v narodnem parku ne bi smelo biti noti živinoreje, ne. Ali pa vsaj naj bi bilo nekaj v omejenem številu, en tak zapis je. Ampak smo imeli tudi, recimo, tam vam bo ta glavni naš narodni park, to je bila drobnice na vseh kamerih posod, ne. 100-krat več slik drobnice, kot pa recimo regalijo po Kozorogu, ne. Tako da je zelo na papirju ta narovarstvo. Kje pa najdejo za ljudje, oziroma kje imajo mladiče, imam kakšne brloge ali? To pa ne vem. Ponovadi pa moje kar v teh skalah, kakšne videoposnetke sem videl, enih mladičev so bili tako, nekaj tak spodmoli iz neke jame. Z terena za skrit je veliko, ker tam je zelo skalnato in zelo razbit teren. Zato, kjer so take bolj ravne površine, bolj nežen teren, mi smo zelo malo snežnega par dobili. Večina vse na teh grebenih, teh soteskah, in tam noter se takšno lukno najde potem, da malo narediče. Ne vem, mislim tudi, da je zelo slabo razkan, ne vem, če se prav gledali kje so brlogi, pa uporablja. Pri risih recimo vemo, da jih vsake 3-4 tedne jih predstavljajo na nov brlog. Tisto 2 meseca, dokler ne sledijo še mami. Si predstavljam kaj podobnega tudi pri snežnem leopardu, ampak mislim, da še ni bilo raziskan. Ja, je vrsta zelo slabo raziskan. Telemetrije, ko mislim, da par že gledal vse skupaj tudi na vratnicah. Največ vemo, da so iz teh kamer. A za kožuhe jih lovijo? Včasih so jih kar precej, zdaj tega je manj. Tudi je pač zakonsko zdaj to omejeno, včasih ni bilo. Tako da večina, kar je ubijanje snežnega leoparda, verjetno bolj to, da se preprečuje škode, pa napade na domače živali. Ne vem, da verjetno, če ga že ubije, se vzame pol kožek, se predstavlja, ampak ni pa to te glavni motiv vsaj večini primerov. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi se predavatelju zazvalil, da izdelimo predavanje tole z enim skromnim verilom.